Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovani in vabljeni v našo današnjo oddajo Koraki do uspeha, s katero pravzaprav zaključujemo 3-mesečno sodelovanje s podjetjem Spintek. Z vami sem Martina Arčon, kot rečeno, dober dan. V naši današnji oddaji bomo večkrat omenili slogan Posluj Slovenci in zmaguj. V teh dneh se je namreč na Goriškem zvrstilo veliko dogodkov v sklopu srečanja Dobrodošli doma, katerega vrhunec se je zgodil pravzaprav včeraj z Akademijo in Avsenik, ki bi lahko rekli na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Tam sta brez dvoma bila tudi moja dva današnja gostja. No, sicer pa je bilo veliko dogodkov v okviru svetovnega srečanja slovenskih podjetnikov, kot rečeno s tem naslovom. Uradno pa je začela delovati tudi slovenska globalna poslovna povezava, ki bomo v naši današnji oddaji posvetili kar nekaj pozornosti. Vse to so pravzaprav poudarki, ki jih bosta v naslednjih nekaj minutah ubesedila dva gosta. Iz zamejstva prihaja gospodarstvenik Fabio Pahor, tudi novi predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Dobar dan. Dobar dan. In z menoj je domačin iz Opatjega sela Radomir Putnik, podjetnik, ki se je odpravil v Saudsko Arabijo, oziroma se odpravlja večkrat, bi lahko dejali. Ja, tako ja. Puščavski pesek mi je kar pri srcu, tako da sem pogosto tam. Komaj čakamo, da slišimo nekaj več na to temo. Torej, slovenska globalna poslovna povezava, to je tako rekoč naša današnja nit, ustanovljena v minulih dneh na Goriškem. Kaj si lahko obetamo, kakšen je naslov oziroma glavno poslanstvo te povezave? Radomir Putnik, bova začela kar midva. Ja, kot ste že omenila, ta ideja o povezovanju in poslovanju Slovenec Slovencem, ker nekako smo zaznali, da smo bili prejšnji teden v Novi Gorici zbrani Slovenci, ki smo že na vseh kontinentih, tako da smo se spravili iz celega sveta v Novo Gorico z idejo, da pomagamo podjetjem, ki iščejo svoje poti izven Evrope, pa tudi znotraj Evrope, kakorkoli po celem svetu, in nekako pravijo podjetniki, da je najlažje, če imajo nekoga svojega, kateremu lahko zaupajo in jih popelje raziskovati svoje poslovne priložnosti na tujih trgih. Kako vi, gospod Pahor, pozdravljate to skupno druženje od petka naprej še bolj intenzivno? Prav tako, kolega je že podal, kar je baza te organizacije. Bi rad samo poudaril, da slovenska globalna poslovna povezava smo jo sicer res utrdili in ustanovili na nek način prav naslednji teden, prejšnji teden, ampak moram povedati, da to je že 5 let od tega nastala in tukaj zrabim tudi priložnost, da pozdravim tri ustanovitelje, to so dr. Štefan Bogdan Šalej, dr. Peter Kraljič in veleposlanik Aljaž Gosnar. Ti trije možje so imeli pač vizijo, da bi ustanovili en zemljepis svetovni, kjer bi se na bazi nekega podatkovne baze srečevali in vključevali vsi podjetniki. Ampak velikokrat ostane pri idejah, pri besedah in je malo prakse, oziroma premalo, bom rekla. Kaj se lahko obetamo, nadejamo od tokratne? Točno to je to, kar mi kot Slovensko deželno gospodarsko združenje, in v čast mi je, da v četrtek je celota skupščina nam dala to nalogo, da vzamemo v roke bodisi organizacijo kot vodenje tega poslovne povezave, in tu tiči zajec. Praktično mi bomo začeli sedaj graditi konkretno eno podatkovno bazo, ker veste, mreženje je ena posledica nekega inštrumenta, ki ti ga moraš imeti v rokah. To se pravi informacije. Če nimaš informacije, mreženje je potem nesmiselno, oziroma podjetniki se ne utegnejo mrežiti, če nimajo nekih podatkov. Zdaj, Slovencev okrog po svetu je približno 500 000, veliko teh je tudi podjetnikov. V sami današnji datoteki imamo približno 2500 naslovov, to pa moramo to stvar dograditi,
da opišemo res vse slovenske poslovneže po svetu, ampak da gremo potem v neke podinformacije, to se pravi, kaj pravzaprav delajo, kdo so kontakti, kako delujejo, ker to bomo dali potem na razpolago vsem podjetnikom, ki se želijo vključiti v to mrežo. Predvsem želijo vključiti, se pravi, tu so vrata odprta res za vsakogar, to moramo poudariti, kaj ne? Ja, sej to je bil namen. Ne? Prejšnji teden je bila prav ustanovljena ta poslovna mreža, tako da zdaj je trenutek, ko formalno je postavljena komplet platforma in kakor je že omenil kolega, je Slovensko deželno gospodarsko združenje v Trstu tisto, ki bo delalo na tem operativnem delu, skrbelo za nove člane, skrbelo za vse informacije, ki so potrebne podjetjem, ki razmišljajo, da preverijo, kako ta platforma lahko tudi njim in njihovemu poslovanju pomaga. Gospod Pahor, vi ste novi predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Rokave, če rečem tako, ste zavihali pred kratkim. Ste si takrat postavili kakšno posebno vodilo, kako boste usmerjali podjetniški svet? Seveda, predsednik ima pač to nalogo, da predstavi svoj program. V zadnjih 2 mesecih smo to razglabljali v ožjem predsedstvu. Z veseljem sem videl, da člani ožjega predsedstva so pozitivno sprejeli moj program in zdaj v naslednjih tednih ga bomo predstavili tudi celotnemu predsedstvu. Gre se predvsem za to, da začnemo konkretno usmerjati našo energijo do članov. Naša organizacija je postavljena na noge s člani, imamo več kot 600 in oni si od nas pričakujejo veliko. V glavnem naša organizacija je zelo dobro uspela v zadnjih letih izpostaviti in postaviti stike z institucijami, bodisi na slovenski strani meje, kot na italijanski, in v temu jim priznajo tudi pozitivne kredite, pač delovanje je bilo dobro, sedaj pa so na vrsti člani. To ne pomeni, da do sedaj nismo delali za člane, absolutno ne, ampak nekaj več je treba nuditi našim članom, ker vsaki dan pač podjetniki se borijo za kruh in tudi za uspeh podjetja in mi moramo jim biti pri strani. Tudi sami ste podjetnik, gospodarstvenik že vrsto let in pravzaprav nadaljujete na nek način družinsko tradicijo, delate skupaj z bratom, morda stavek ali 2 za tiste, ki vas ne poznajo, bom rekla, delate širom Evrope, kaj ne? Res je, z bratom deliva družinsko podjetje, to je začel naš oče, sicer na gradbeniškem področju, z bratom pa so začela neke vrste diversifikacije, tako da danes Pahor Group, to je podjetje, ki vsebuje celo vrsto drugih podjetij, se pač razlikuje na raznorazne sektorje, ki grejo od gradbeništva, nepremičninskega sektorja, gostinstvo, hotelirstvo, pa tudi dobava materijale za industrijo in ne nazadnje tudi na kmetijskem področju. Doma smo iz Devina, to se pravi v Devinsko-Nabrežinski občini, in moram pa reči, da kot mlad, ampak ne več tako mlad podjetnik, moram pa se zahvaliti družini, ker mi smo res družinsko podjetje, ampak v življenju moraš pač imeti tudi srečo večkrat, da se rodiš v taki družini, ki ti da možnost in predvsem, da to zgodbo nadaljujeva z bratom in upam, da bojo tudi naši otroci to nadaljevali. Ker ste omenili srečo, kako pomembna pa je podjetniška sreča, sreča v poslu? Vsak je svoj sreče kovač in v poslu pač, ko si na pravem trenutku, na pravem mestu, to smatram jaz za srečo. Drugo pa je stvar neke dobre volje oziroma neke podjetniške žilice, ki nekako jo moraš imeti v DNK-ju. 16 podjetij imate oziroma celo več? Tako je, zdaj podjetja so tudi malo dinamična, ker v tem modernem svetu se večkrat dogaja, da nekatere prodaš, nekatere druge kupiš, ampak v glavnem je to, ja. Zaposlenih preko 70 ljudi?
V grupaciji je zaposlenih 70 ljudi, nekatera podjetja imamo tudi na tujem, ampak v glavnem v državah bivše Jugoslavije, in eno zelo važno podjetje imamo tudi v Milanu. 5, mislim, da v državah bivše Juge, kot ste dejali, Ja, to je drugačno poslovanje z tem delom. Absolutno drugačno, res je, absolutno drugačno. Je pa tudi res, da mi smo zrasli v tem ambientu, pač Trst je bil odvedno stičišče neke podjetniške kulture z balkanskim svetom in v tem smo tudi zrasli. Zdaj jezik veliko pomaga, pa je pa res, ne, ko greš v Milan, se tam pogovarjaš in posluješ po enem kopitu, ko pa greš v Beograd, moraš preleviti. Tako je. Malo kameleona je potrebno. Ja, jaz, ki včasih igram tudi harmoniko, pravim vedno, da je treba menjati register. Bravo. Radomir Putnik, tudi vi imate kar nekaj tržišč, po glasbi se bom vrnila k vam, ampak samo še eno vprašanje, gospod Fabio Pahor. Zdaj ste predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ampak do tega trenutka ste bili le član. Se pravi, vedeli ste, upali ste, želeli ste, kaj bi moralo vse narediti za podjetnika, gospodarstvenika, to združenje. Zdaj le boste to udejanjali. Bo za to pot predsednika lažja ali težja? Član predsedstva sem že celih 20 let, tako da sem spremljal delo predsednikov, ki so bili pred mano, in moram pa reči, da tu v našem Slovenskem deželnem gospodarskem združenju od direktorja dol imamo eno fantastično ekipo, tako da je moja naloga, recimo, gre malo, ne gre v reber, ampak gre dol, ker pač so mi pripravili teren in zato se tudi zahvaljujem prejšnjemu predsedniku in prejšnjim predsednikom. Moramo pa, tu bi rad povedal poslušalkam in poslušalcem, da naslednje leto naše združenje praznuje kar 80 let delovanja in to je ena najstarejših in največjih gospodarskih organizacij v zamejstvu oziroma manjšinskih. In to zato pač nosim tudi veliko odgovornost. Mava kar nekaj skupnih točk, ste dejali, gospod Putnik, potem, ko ste poslušali zgodbo gospoda Pahorja. Med drugim tudi to, da ste v družinskem podjetju in da uspešno sodelujete s svojim bratom. Ja, tako je. Ja, se sva zdaj med pauzo skoristila za to, da je s bratom zelo lepo delati, kakšenkrat ima tudi svoje izzive, ampak tako je v življenju. Ja, s bratom sva že več kot 20 letno delava skupaj, tudi z enim zelo dobrim prijateljem, tako da smo nek trio, ki je že od samega štarta zmeraj skupaj. Še ena točka, ko v pauzi nismo imeli časa, tudi v Trstu sem 20 let imel svojo podružnico, tako da mi je tudi Trst kot mesto in poslovni svet v Trstu zelo znan, se pravi tudi to čezmejno poslovanje med Slovenijo in Italijo. Potem pa dejansko sem videl, da že med Slovenijo in Italijo je kar nekaj razlik in da če ti prideš iz Slovenije v Italijo in probaš nekako logične stvari preslikati v Italijo, kar naenkrat prideš v zelo težke situacije. Se pravi, kadar podjetnik nekako razmišlja o vstopu na nek drug trg, ne sme iti z logiko, mora iti dejansko do ljudi, ki razumejo tisti trg, ki tam razumejo, kako stvari funkcionirajo, in začeti v bistvu z ljudmi, ki mu tam lahko konkretne korake razložijo, da ne zgublja časa. To mislim, da za podjetnika zelo važno, da ne zgublja časa, da ne sam testira, kako se to naredi in se uči sproti, ker to je lahko včasih zelo drago in tudi časovno zelo. Zakaj bi ponavljal neke napake, ki so jih že drugi storili, pa se lahko iz njih nekaj naučiš, ne? Se pravi, prav to mreženje, o katerem danes tudi med drugim govorimo, je pomembno, zato da niste na poti tudi prodiranja v svet sami in osamljeni. Ja, mislim, tukaj je zelo ključno to, da se najde ljudi, ki lahko primejo za roko, peljajo skozi nek postopek v samem štartu, ki je lahko zelo hiter in predvsem cenejši. Mislim, tako izkušnjo imamo, da
če se zadeva naredi v pol leta, kakor je treba, je bistveno cenejše, kakor če to traja 2 leti, pa je 101 napaka, pol še za popravljati. No, po 20 letih uspešnega vodenja lastnega podjetja v Italiji, kot ste dejali, ste se odpravili v Saudsko Arabijo odkrivati nove poslovne priložnosti. Je nafta tisto, bom rekla, inventili za nafto, kar vas je tja vodilo, kaj je pravzaprav tisto glavno, s čimer poslujete? Ja, glavni povod so bili ventili, ne? In se je nekako logično, da ventili za nafto in Saudska Arabija sodijo, se je ponudil odgovor kar sam. Ne? To je treba razumeti, da tam je Saudi Aramco, ki je največje podjetje na svetu, in je v tem kontekstu sem prišel na dvorišče največjega podjetja, in kar me je tam zadržalo, je bilo to, da sem videl, da smo kot Slovenci, da smo tudi, mislim, da kot Evropejci na drugem koncu sveta zelo pozitivno diskriminirani, kar je zelo prijeten občutek, da prideš na nek trg kot tujec, kot novinc, in da dejansko tako podjetje prizna, da imaš neke kompetence. Prvi ste dobili licenco, a ne, za delo s tem podjetjem? Tako, mi v bistvu smo bili, pod mojim vodenjem smo bili v bistvu prvo podjetje v Saudski Arabiji, ki je dobilo licenco za proizvajati ventile do 24 col, in to dejansko še zmeraj koristim v tej regiji, kakor velik tak adut za začeti pogovor z marsikom. Tam je to zelo cenjeno. In pravite, da ste tudi po pol leta v Saudski Arabiji, sicer pa je ta linija, ne, non-stop aktualna, se pravi, ste tako rekoč več na letalu kot na realnih tleh, bom porabila malo prispodobo zdajle. To ste zelo dobro rekla, to dejansko imam ta nek tak zelo romantičen pogled na svet, romantičen pogled na vse priložnosti, in mislim, da lih te priložnosti me vodijo redno na letališča, ker v Saudski Arabiji dobesedno, kadar človek stopi ven z letala, čuti to njihovo vizijo, čuti ta v bistvu svet, ki je poln priložnosti, in jaz mislim, da je mene v tistem trenutku, ko sem prvič prišel v stik, prevzela ta ogromna ravna puščava, v kateri je vizija postaviti najvišje stolpnice na svetu. Pa so tam res neizmerni potenciali tudi za vas in vašo rast? Pravzaprav odpirate vrata tudi ostalim podjetnikom, pravite, in jim pomagate, da se pobliže spoznajo s to deželo in s poslovnimi priložnostmi. Točno tako. Jaz sem dejansko v Saudski Arabiji videl nekaj, kar v Evropi zelo pogrešam. Se pravi, neko jasno vizijo za vsaj 10 naprej in tak fokus na prihodnost. Se pravi, tam se večina ljudi pogovarja samo o projektih, ki komaj prihajajo, in je fokus na prihodnost. In moj pogled je na to, da za podjetja, ki so delovala zadnja desetletja v nekem zelo predvidljivem svetu, ki je ponujal jasne odgovore, kje se stvari dogajajo, v zadnjih par letih pa vidimo, da se je vse to nekako premešalo in da noben od nas več ne razume, kaj je predvidljivo, kaj ne. Jaz osebno vidim Saudsko Arabijo kot odgovor na to. Ne pravim, da je to edina regija na svetu, ampak je ena od teh, ki ima zelo jasno vizijo za podjetnike in ustvarja tako okolje, kjer da jasne projekte, na katerih je treba delati, in mislim, da imajo tudi slovenska podjetja ogromen potencial na tem trgu. Rekli ste, da vidite priložnosti za 10 let naprej, pa čisto na hitro vprašanje za oba. Kako pomembno je za podjetnika, da ne razmišlja samo o poslih, kot rečemo, iz rok v usta, ampak o daljnosežnem pogledu naprej? Jaz mislim, da je to ključno. Jaz v Evropi vidim razliko v tem, da je velika večina podjetnikov tako ne dajo gas do konca, ker je zmeraj nek strah prisoten. Ne? Kaj pa, če se recimo neke subvencije spremenijo? Kaj, če se zakonodaja spremeni? Smo v bistvu partnerji z Združenimi državami, pa kar naenkrat debatiramo o carinah zadnje pol leta. Mislim, da tukaj nekako se skrivajo te vprašanja, ki podjetniku res ne dajo nek miren spanec, da lahko res da gas do konca. Ne? Nekako vidim, da tam je Saudska Arabija, spet ponavljam, ta realnost je meni bolj blizu, tam nekako podjetniki se s tem ne ukvarjajo. Tam razumejo, da so te vizije del njihove realnosti in da tukaj ne bo sprememb, ne bo odstopanj, da grejo vsi kot država v to smer, in je za podjetnika precej lažje. A mi preveč jokamo? Včasih ja,
včasih upravičeno, ampak v podjetniškem svetu moraš absolutno v težavah najti tudi priložnost, ker pač drugače se ne da. Kar nam ponuja okolje, politično okolje, geopolitično okolje, to ni odvisno od nas, nam pač pade na glavo. In mi moramo tako reagirati, da najdemo priložnost v težavah. In v tem, po moje, je smisel neke podjetniške vizije, ne? Da ne usedeš in da ne jamraš na tvoje rame, ampak da se dobesedno reagira. Oddaja Koraki do uspeha in če kaj, potem smo dosegli tudi mi s to oddajo en namen, kajti mreženje se dogaja med pavzami glasbenimi, med obema podjetnikoma, gospodarstvenika, se pravi sodelovanje skoraj zagotovljeno v bodoče. Radomir Putnik in Fabio Pahor z menoj v studiu Radia Robin. Koraki do uspeha. Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.